Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. V tokratni epizodi podcasta Supermoč gostimo doktorico Violeto Bulc, kot veste, nekdanjo evropsko komisarko in podpredsednico vlade v času Mira Cerarja. Gospa Violeta je tudi ustanoviteljica gibanja Ekocivilizacija, kjer danes deluje kot kuratorka. S svojim delom nas nagovarja k zavestni odločitvi za naravo, samega sebe in sočloveka. Z Violeto Bulc sva se nedavno tega srečali na dogodku Festival odločitev Best Speakers of 2025, kjer je navdihovala svojo vizijo prihodnosti. Toda kakšna je, če je nedavno za ono povedala, da je civilizacija na robu dekadence, bomo slišali v podcastu Supermoč medijske hiše Delo. Doktorica Violeta Bulc, lepo pozdravljeni in dobrodošli v podcastu, ki sem ga poimenovala Supermoč. Ste imeli težavo, ko sem vas povabila v podcast s takšnim imenom? Pravzaprav najprej najlepša hvala za povabilo. Je bilo prijetno presenečenje in da sem zelo direktna se z imenom, sploh nisem kaj dosti ukvarjala. Pritegnila mi je vaša energija, vaša neposrednost in način, kako ste me nagovorila na tem srečanju, kjer so se prvič tudi osebno srečali. Prišla sem do spoznanja, da ljudje moramo z ljudmi govoriti kot ljudje. Ne glede na naše vloge, statuse, da ne rečem gmotno stanje, in mislim, da je v tem moč. Mislim, da je v tem ena velika skrivnost, da se začenjamo povezovati na ravni iskrenih vibracij. V tem svojem življenju sem igrala mnogo različnih vlog in se uresničevala v zelo različnih okoljih. In dejansko lahko rečem, da vedno znova sem iskala stik z ljudmi, ki so rezonirali z neko neposredno iskrenostjo in te srečuješ vse povsod. Srečuješ jih tudi v najbolj zahtevnih tehnoloških okoljih, kjer sem dolg časa tudi sama ustvarjala. Srečuješ jih v političnih krogih, v domačih, tujih, gospodarskih krogih. Srečuješ jih med kmeti v Savinjskih Alpah, na Dolenjskem ali pa na Primorskem. Vse povsod so tudi ljudje, ki so že usklajeni samim sabo in na nek način živijo svoje poslanstvo in svoje življenje. Samo drobec sem v uvodu povedala, ki vas nekako opredeljuje. Tukaj imam vendarle natisnen zelo dolg in zelo impresiven CV. Mislim, da vsi tisti, ki naj jo zdaj poslušajo ali gledajo, vedo, kakšno bogato karierno pot ste prehodili. In pravzaprav je to dobra novica. Pravite, ljudje so že začeli občutiti samega sebe v povezavi s ljudmi, z naravo. Tudi vi ste se malce odmaknili od ponarelega sveta. Kolikor vem, živite ob neposredni bližini zelo znamenitega, pomenljivega patra, Karla Gržana. Je nujno v tem trenutku imeti ta odmik, ta odklop? Ja, za mene je bil to zelo pomemben korak, ker vseh teh pritiskov, dinamike, mednarodnih energetskih vozlišč, domačih, v nekem trenutku človek res mora najti svoj prostor, kjer se lahko poveže ponovno s prvenskimi silami. Mislim, da je to izziv naše civilizacije ravno v tem, da smo izgubili stik z naravo. In res sem hvaležna življenju, da mi je ponudila to priložnost in da sem bila v stanju tudi se na njo odzvati. In ko sedimo po toku, ki teče mimo in teče tudi vse skozi moja energetska polja, se mi zdi, da mi voda izjemno osveži. Ne samo fizično polje, ampak tudi mentalno in duhovno polje. Zelo bom rada tudi gost okrog in okrog sebe, ker ves čas pripoveduje zgodbe. In te zgodbe so seveda zgodbe mnogih tisočletij, to ni samo zgodba današnjega časa. In mi zdi, da ravno v tem sem našla tudi to samozavest in vero, da je pot nazaj k človeku tudi pot nazaj k naravi, nazaj k pristnim odnosom. In samo osebno se zelo trudim držati pristne odnose, kjerkoli pač sem.
In se mi zdi, da je življenje vrača z neko ljubeznijo, z nekim odpira prostore, kjer se lahko v resnici manifestiraš. In to so prostori polni zelo zanimivih, ustvarjalnih ljudi, ki jim je mar. Mar jim je za življenje, za sočloveka, za planet. Ukvarjajo se z razumevanjem tudi nekega širšega kozmičnega prostora. In se mi zdi, da v tem lahko najdemo odgovore na mnoge izzive, s katerimi se danes srečujemo. Ker morda bi sem še to rekla, ker vem, da je to nujno potrebno. Zakaj? Ker že nekaj desetletij nismo našli navkljub izjemnemu tehnološkemu razvoju nobenega pravega odgovora na resne globalne izzive. Ja. Ampak jih samo na nek način še poslabšujemo, še bolj ekstremne, kreiramo še bolj ekstremne situacije in če nič drugega nas mora to vzbuditi, da se začenjamo spraševati, kaj vendarle bi lahko naredili drugače, bolje in predvsem zakaj smo tako neuspešni ob vseh teh tehnoloških napredkih. Zelo smo v prihodnost orientirani, prepogosto pa verjetno pozabljamo na preteklost, na neka izročila naših prednikov, ki so imeli vodilo njihovo pravzaprav ne ta zdrav razum, povezano z naravo verjetno in neko tako življenjsko izkustveno modrost. Bili smo zelo ponosni in s ponosom smo pripovedovali, da je doktorica Violeta Bulc evropska komisarka za promet. To je zelo ugledna funkcija, pomembna funkcija, sploh v času, ko se je transport in vsa dinamika okrog transporta tako pravzaprav transformirala in postala vse pomembnejša. Potem pa se obrne plošča in govorimo o doktorici Violeti Bulc tudi kot o šamanki. Ja, to je zanimivo, kako je prav ta epizoda v mojem življenju pritegnila tako zelo veliko pozornosti. Je šokirala recimo ta svet, v katerem ste se gibali? Pravzaprav to me je najbolj presenetilo. Ne, s tem so se ukvarjali, dokler nisem prišla v Bruselj. Ko sem prišla v Bruselj, ko sem se predstavila po zagovoru v parlamentu, moram reči, da so bili vsi izjemno spoštljivi in je bila zgodba o šamanstvu na nek način pozabljena oziroma vzeta kot en del mojega osebnega razvoja. No, predvsem v Sloveniji se je pa ta zgodba vrtila naprej. Moram reči tako, jaz nisem šamanka in mi je zelo žal, da ljudje uporabljajo ta izziv tako brez vsake kritične presoje. Jaz sem se naučila veliko tehnik, ki sem jih nujno rabila za svoj osebni razvoj. Bila so neka logična nadaljevanja moje akademije borilnih veščin, ki mi je odprla nova polja svojega lastnega zavedanja. Jaz sem razvila skozi te tehnike izjemno spoštovanje do človeka, do dimenzij, katerih zelo malo vemo, katerih se ne učimo, pa vendarle so sestavni del nas in jih lahko uporabljamo za to, da lahko bolj ubrano živimo s samim sabo, z okoljem. In to mi je res pomagalo, da sem tudi skozi določene osebnostne krize, pa tudi družinske krize prešla samozavestno. Da sem znala prečistiti bolečine, razočaranja, predvsem pa je meni zelo pomagalo, da sem se odmaknila od vsote in pričakovanj. Ker se je pač moj notranji svet tako bolj napolnil z novimi orodji, z novimi spoznanji in je to postalo nepomembno. Tako da jaz vsakmu svetujem, da poišče svoje orodje. Sploh v današnjem času, kjer vidimo, da je mentalno zdravje postaja ena od srednjih tem, sploh tega sodobnega sveta, ki je nasičen z materialnimi pričakovanji, z materialnimi dobrinami, materialnimi sodbami in seveda vse bolj osiromaša človeka. Mislim, da je tudi skozi tehnike, ki so bolj vezane na naša emocionalna polja, na duhovna polja,
mi naenkrat ugotovimo, da je materialni svet samo eden izmed, ki je sicer pomemben, vendar ne sme prevladovati v našem osebnem življenju, v našem družbenem življenju, ampak je samo sestavni del. In res vabim se, da najdete orodje, ni recepta, vsak ima svojo pot, vendar poiščite orodja, ki vam pomagajo, da najdete stik s samim sabo in da lahko delujete iz svoje iskrene, naravne narvi. In da tudi pri svojih odločitvah potem lahko to širino integrirate oziroma integriramo zato, da znamo sistemsko razmišljati. Se ne bi šla predaleč v tem, ampak v današnjem času, če kaj, pa ne bo to na ravni Slovenije, Evrope, sveta, je izjemno pomanjkanje sistemskega razumevanja sveta. In potem se zaletavamo v določene ozka področja brez nekega razumevanja širine, vpliva naših odločitev. Vse jemljemo kratkoročne odločitve, ki seveda so zelo diktirane z umom, ki je pa omejen, a ne? In smo danes povabljeni, da povežemo svoj duhovni svet, svojo srčnost in svoj in pravimo, da odločitve, ki diktirajo duhovna in srčna raven, so tiste, ki zdržijo tudi presojo časa. Medtem ko vse, ki so narejene, sploh v smislu strateškega razvoja iz takrat imamo težave in seveda so posledice velikokrat kar katastrofalne. Ravno sinoči sem imela zelo poglobljen pogovor s svojim sinom, končuje 8-letko oziroma 9-letko, 9. razred, in me je pravzaprav zelo vztrajno spraševal, kljub temu, da smo mnogokrat prebrali pravljico oziroma zgodbo o Malem princu, spraševal, kaj pomeni, da če hočemo videti bistvo, moramo gledati srcem. Del pravzaprav te težave, da tega ni razumel in odgovornosti seveda jemljem na svoja ramena, velik del pa pravzaprav tudi na šolski sistem. Torej, vse je narejeno tako, da res razmišljamo samo logično in z svojimi možgani, kje je naša srčna. To je povsem logično, zakaj? Ker ta šolski sistem in z globokim poklonom vsem srčnim učiteljem in učiteljicam in osebju, ki delujejo v šolskem sistemu, je bil narejen in dizajniran za industrijsko dobo. On vzgaja ljudi, ki jih rabi industrializacija. Torej, slediti določenim pravilom, upoštevati pravila, ničesar ne izziva, držati se nekih procesov, ki so naprej definirani, naučiti se stvari in potem jih izvajati. Ne misliti, ne izzivati, ne povezovati različne teme, no, ampak čas, ki je trenutno zelo nasičen, pa ne samo zaradi človeških aktivnosti, ampak živimo v obdobju, ko se obračajo določeni zemeljski cikli. Nekateri so stari milijone let, milijarde let, ampak slej ko prej se tudi ti cikli ponovijo. In v teh še danes niti ne razumemo, kako narava s svojim obnašanjem vpliva na človeka in kaj vse so posledice, ki jih potem človek manifestira kot vpliv teh naravnih ciklov. Hkrati smo si pa sami sebe zelo zastropili. In ravno zaradi tega kratkoročnega razmišljanja, ko smo začeli tako neodgovorno se obnašati tako do svojega odprtega prostora, javnega prostora, do hrane, do stvari, ki jih imamo v svojem fizičnem prostoru, in se ne vprašamo, kako ti materiali, kako te različne strukture vplivajo na naše delovanje. Zelo egocentrično, arogantno, brez misli na prihodne generacije. Ja, vendar ne bi jaz to vzela kot očitek, ampak bolj, da je čas, da to zavestimo, ker je to posledica nekih razvojnih delženj. Verjamem, da smo evolucijsko, da smo mi civilizacija tehnoloških prebojev. To je bil naš in je in bo naš prispevek k razvoju človeške zavesti. Vendar smo vabljeni, da to ne vzamemo preveč resno, v tem smislu, da tudi to rabi nadgradnjo. Zato tudi vedno znova poskušam povabiti k razmisleku, da je tehnologija orodje, ne cilj. Ta filozofija o transhumanizmu, kjer je človeštvo opravilo svojo vlogo in je čas, da
ga zamenjamo, to človeško raso z neko pozitronsko generacijo, ki bo mešanica pač genetskih materialov in tehnologij. Ja, to je ena smer razvoja, vendar vabim k razmisleku, ker so še druge smeri in morda je prav, da tudi o njih govorimo. A ne? Prav je, da tudi rečemo, da do zdaj še vsaka civilizacija, ki je obstajala, in recimo, da zdaj vemo za 150.000 let, ampak vidim, da se odkrivajo vedno znova novi arheološki predmeti, ki jih ne znamo umestiti v časovnice, je dejstvo, da je vsaka propadla. In bi bilo prav, da se ozremo, to, kar ste vi povabili, tudi, da se ozremo nazaj in pogledamo, pa zakaj so vse te uspešne civilizacije tako hitro propadle. Morda so bila stoletja, so vzdržala presojo časa, potem so pa zginilo v parih desetletjih. Propad je bil vedno zelo hiter, zaradi naravnih nesreč, zaradi dekadence, zaradi nekih pandemij, zaradi nekih oblastnih in nekontroliranih voditeljev, oziroma elitnih skupin, ki so zapadle v dekadenco in izgubile stik z ljudmi in z okolico, v kateri so vladale. Skratka, seveda je tudi naša civilizacija temu zdaj podvržena in vidimo, da dekadenca se pojavljajo vse povsod. Te nenormalne razlike in bogatenja peščice ljudi na račun mase, ta novodobna suženjstva, ki se tudi predvsem pojavljajo v obliki digitalnega suženjstva. Vse to nakazuje, da je naša civilizacija zelo resno izzvana. In tukaj verjamem, da pa tehnologija kot orodje nam je lahko v izjemno podporo in pomoč, da mi sami sebe reinventiramo. Imamo to kapaciteto, zaradi tehnologije smo povezani med seboj na celotnem planetu. Tudi s to gibanje, ki ste ga prej na začetku omenila, ki ga vodim, kaže na to, da se vznikanje vzporedno dogajajo po celem svetu, vznikanje nečesa novega. Ljudje so pripravljeni sodelovati, so pripravljeni iskati neke nove načine sobivanja, kjer hkrati se lahko individuum manifestira s svojo kapaciteto, ker verjamem, da vsak od nas ima nekaj dobrega, kar lahko prispeva tudi v kolektivno dobro. Hkrati pa smo pripravljeni tudi delovati na tej kolektivni ravni, se pravi iskanje ravnotežja med individuumom in kolektivnim. Verjamem, da je naslednji korak v fazi razvoja človeštva. Ker vsi ti izmi, s katere smo šli, so nam dali zelo bogate izkušnje, pa naj bo to socializem, kapitalizem, neokapitalizem, kakor ga hočete imenovati, feudalizem, vsak je pustil za sabo neko dobro izkušnjo, neko spoznanje, neko vedenje, vendar nas življenje vabi, da to presežemo in naredimo naslednji korak. Ampak, doktorica Violeta Bulc, kaj menite, bo ta razsvetljeni, prebujeni človek, seveda kolektivno gledano, ne samo posameznik, ampak tudi družba močnejša in hitrejša, ali nas bodo prehiteli mikrobi in nas ubili, ali segrevanje, spomnim se, enkrat ste omenili, ali morda ledena doba. Ja, to so ti zemeljski cikli, katerih v resnici v splošni javnosti premalo govorimo. Pravijo, da to zato, da ljudi ne prestrašimo, ampak tisti človek, ki je opolnomočen z vedenjem in znanjem, okrepi svojo notranjo sposobnost presoje. In seveda, če ti informacije nimaš, se zelo težko pripraviš na neke procese odpornosti in hkrati tudi procese nekega trajnostnega razvoja. Tako da osebno čutim, da človeštvo še ni reklo zadnje besede, predvsem, ker smo do zdaj v zgodovini razvoja se osredotočali največ na fiziko in na zelo zanemarjali pa raven čustev, duhovno raven, celo socialne odnose. Kot vidimo, smo jih zelo razvrednotili, to, kar se predvsem pozna v zdravstvu, v negi, kjer zanemarjamo ta osebni stik s človekom.
Ja, in tle se povsem, spet hočem reči, premikamo v to smer transhumanizma, hkrati pa človek vse bolj kriči, dobesedno kriči po druženju, po stiku, po neki osebni pristnosti, ki je povsem umaknjena tudi iz poslovnih modelov. In ugotavljamo seveda, da stisko ljudi se zdaj pojavlja v obliki nekih depresij, pojavlja se v obliki različnih mentalnih oblik mentalnega nezdravja, če lahko temu rečemo. In vesela sem, da vznikajo novi poslovni modeli, ki vračajo človeka v punčico, v središče odločanja, v središče tudi aktiviranja. No in ravno včeraj smo v okviru ekocivilizacije začeli z serijo celoletnih srečanj in pogovorov o bodočih oblikah vodenja, Leadership Challenge, to se pravi, izzivamo voditeljstvo. In je bilo izjemen pogovor med mnogimi strokovnjaki, kjer smo se zedinili, da noben se ne bori proti kapitalu kot takem. Seveda, ustvarjena vrednost in način porazdeljevanja je vprašanje pomembno za prihodnost. Vendar neko vrednost, neke presežke bomo vedno znova ustvarjali. Vendar pri procesih odločanja se voditelji danes in tudi lastniki vse preveč kratkoročno osredotočajo zgolj na kapital. In tudi seveda vsaki je pripravljen pogledati vsaj recimo eno obdobje 20-30 let, vidi, da ta kratkoročna usmerjenost ne prinese dolgotrajnega uspeha. In v to proces odločanja voditeljev je nujno potrebno pripeljati človeka in planet. In jaz verjamem, da voditelji so to sposobni, morda v tem trenutku nimajo znanj, ampak ko ti sistemsko začneš razmišljati in za vsako odločitev vprašaš, bo oplemenitila kapital, ampak a bo oplemenitila človeka, a bo oplemenitila planet, boš lahko mnogo bolj sistemske, dolgoročne odločitve sprejemal. Je pa potreben za to razmislek. Ampak mi obe veva, da imajo podjetja ne samo širše po svetu, ampak tudi v Sloveniji strašne težave že pri razumevanju zelo konkretno nefinančnega dela poročila. Nešteto že teh konferenc je bilo, tudi sama sem bila prisotna, kjer se pravzaprav šele osvaja osnove. Ja, ampak zakaj to? Kako potem pravzaprav gremo v neko globino? Tukaj meni malce zmanjka optimizma. Jaz pa ravno tem vidim en naslednji korak, ker so matrike, ki jih uporabljamo, seveda zastarela. Ti ne moreš uporabljati isto matriko, ki si jo uporabljal za vrednotenje materialnih sredstev in finančnih, uporablja tudi za tako neopremljiv kapital. In tu se moramo potruditi narediti še en korak naprej. Torej, matrike, s katerimi vrednotimo, se morajo spremeniti in dobiti svoje mesto v enem sistemskem pristopu skupaj z matrikami za vrednotenje materialnih in finančnih virov oziroma sredstev. In tukaj je ena velika priložnost. Enako poskušamo narediti z vsemi sodobnimi ekonomskimi modeli. Danes obstajajo moderni ekonomski modeli. Mi imamo vsaj 3 zelo močne globalne trende, ki se danes uveljavljajo. Prvo je krožno gospodarstvo, drugo je regenerativno gospodarjenje in tretje je ekonomija omejenih virov. In vse 3 nosijo vse res sistemski pristop, vendar so šibke, vsaka ima neko šibko lastnost. In vsaj v okviru civilizacijskega gibanja poskušamo zdaj te 3 modele povezati, ker vsak nosi res pomemben pogled, vendar ima tudi vsak v sebi neko šibko točko. In tudi svoje kolege po svetu, ki so zelo, bom rekla, specializirani na enega od teh 3 vidikov, da jih vabim, da povezujejo med sabo, da seveda krožno gospodarstvo dopolnijo z regenerativnim gospodarjenjem in dobiš že mnogo bolj učinkovito in resnično polnokrožno zgodbo. Vendar, če ne upoštevamo ekonomijo omejenih virov, ker Zemlja pa je
omejen planet in glede na to, koliko smo že popularizirali in koliko smo že izčrpali njene vire, je danes krajni čas, da začnemo v vse naše poslovne enačbe seveda upeljati tudi model omejenih virov. Ni neomejene rasti. Ne? Neoliberalizem pač temelji na konceptu neomejene rasti, temelji na konceptu vsaj 4% rasti. Danes moramo reči, da to ne more biti več edini pokazatelj. In ravno te trije novi ekonomski modeli nam kažejo, da ti lahko znotraj ene ekonomske skupnosti tudi brez linearne rasti zelo bogato funkcioniraš. Se pravi, če upoštevaš regeneracijo, če upoštevaš kroženje in če upoštevaš omejene vire, ki jih imaš. Tako da tukaj so zametki, zato sem jaz večno optimistka, ker vidim, ko hodim po svetu, vidim, da veliko zanimivih stvari vznika. Smo tako nedosledni, predvsem v zahodni civilizaciji. Ker se ustavimo, ne speljemo stvari do konca. Sploh v Evropi se mi zdi, smo preveč, imamo še vedno to mentaliteto nekega imperializma, katere seveda centralna in vzhodna Evropa nikoli ni bila del, ampak ker smo zdaj del Evropske skupnosti, se ta tradicija še vedno zažira, zdaj tudi v naš način razmišljanja. Mislim, da je čas, da se Zahodna Evropa zave, zakaj je tako brutalno predstavlja svetu ta imperialistični model. Prišel je tudi iz ene iskrene potrebe, ker Evropa je bila lačna, Evropa je bila mrzla, Evropa je začela propadati in je bil imperializem neke vrste izhod in je ta brutalnost, ki se je bolj izkazovala na vseh ostalih kontinentih, posledica strahu, stisk in tega preživetvenega nagona, ki je kasneje se seveda zasidral v naš način razmišljanja in predolgo ostal prevladujoč način za vzpostavljanje odnosov z različnostjo in drugimi skupnosti po svetu. In to se nam zdaj seveda vrača nazaj v zelo neprijetnih oblikah. Ampak spet, tukaj je priložnost in to je res ena izjemna priložnost za Evropo, da reče, res nam je žal, oprostite nam, pripravljeni smo delati na novih temeljih, dajmo sodelovati na novih temeljih. Ampak ko odprete dnevni časopis, vidite te zgodbe, berete med vrsticami to, o čemer vi pripovedujete, ali vidite pravzaprav zadnji rezultat raziskave, recimo družbe Boston Consulting Group, ki pravi, da lidere zanima samo upravljanje stroškov in seveda, da med temi stroški razumejo tudi ljudje smo en sam strošek. Poglejmo zgodbo z Dončićem, pa ne bi ga tako preveč povzdigovala, ker verjetno vsako sekundo izgubi svoje delo mnogo ljudi, pa naj bodo za tekočim trakom v rudniku ali kjer drugje, ampak vseeno, pravzaprav gre za to, da potem, če pogledamo v Srbiji, glas mladine, študentarije, tudi akademskega sveta, se pravzaprav ne sliši, je prezrt. Ali je odgovor v kvantni mehaniki, doktorica? Dejstvo, da se medve danes o tem pogovarjava, je že zelo zgovorno samo po sebi. To je pa res. Mislim, da je teh vznikanj čedalje več. In tudi, bom rekel, te masovni mediji, ki so bili navajeni obvladovati medijsko sceno, ugotavljajo, da če poročajo preveč enostransko, se ljudje začenjajo od njih odmikati. In seveda mediji hoče biti uspešni. Vsak hoče biti uspešen. To je dejstvo in eden pomembnih energetskih vzvodov za to, da se tudi spreminjamo in prilagajamo. In mislim, da se bo tudi medijski svet začel preoblikovati, predvsem, ko se bojo opolnomočili bralci in seveda stranke. In bolj je stranka ozaveščena, bolj kvalitetni bojo tudi mediji, oziroma mediji lahko veliko pomagajo, da se stranke ozaveščajo. Tako da tukaj je ta kura jajce v mnogih različnih okoliščinah. Jaz spet tukaj sem optimistična, ker se zavest prebuja. Zavest posameznika. Če so v covidu mnogi ljudje spoznali svoje temne in svetle strani, so zdaj nekaj let po tistem
Vsak od nas je imel možnost se ozreti nazaj in se pri sebi vprašati, kako smo reagirali v tistih časih, kaj smo delali, a smo z vsem zadovoljni s svojim obnašanjem ali ne. In se mi zdi, da se zdaj prebujajo v bistvu nova spoznanja tudi od nas samih. In mene to zelo navdihuje in verjamem, da bo iz tega, je to poligon, kjer lahko zdaj začenjajo vznikati nove ideje. Je pa res, da vsaka oblast se bori za svoj obstoj in to je zelo tako očitno zdaj. Odmika se vse bolj od ljudi, korporativni nivo vdira v te družbene strukture, ki bi mogli služiti ljudem, pa vendarle danes vse bolj postajajo tudi samo orodje v rokah nekega ambicioznega kapitala. Zato mislim, da je smiselno res delati na koncept, na izobraževanju ljudi, ki neposredno upravljajo kapital in na izobraževanju ljudi, ki odločajo o tem, kako se bo ustvarjena vrednost distribuirala. Čisto banalno bom rekla, pri nas že ljudje so tako postali na neki točki apatični, da najbolj osnovne stvari mešamo. Mene preseneča, kako ljudi ne razume niti več, kaj je vloga vlade, kaj je vloga parlamenta in vse to se tudi seveda oblasti zelo rade mešajo, ker s tem ustvarjajo nek oblak, s katerim se noče nihče več ukvarjati, ne. Ampak vlada je izvršna oblast, vlada je dolžna, da vzpostavi razmerja za delitev ustvarjenih vrednosti. Vlada je tista, ki skrbi za družbene strukture in mora v resnici paziti, je neke vrste skrbnik in izvrševalec. Parlament je proces od župana do parlamenta, do predsednika oziroma predsednice države, to je pa proces demokratičnega odločanja. In pri nas je parlament se pravi samo zavesten. Mislim, parlament je tisti, ki mora sprožiti nove zakonodaje. Parlament mora skrbeti za to, da je človek ima vredno življenje v Sloveniji in nalagati naloge vladi, da izvršuje svoje naloge. Se je malo poenostavljena oblika, ampak že tukaj se vidi, da se nam ne lupi potruditi. Ampak, ker smo izvani, je zdaj čedalje več vprašanj na to temo. Čedalje večkrat me ljudje tudi vprašajo, kako Evropska komisija funkcionira, ker imamo popolno zmešane predstave. Ja. Dobivam občutek, prostite, ko vas prekinjam, ampak dobivam občutek, da se je naselila v našo družbo ena taka splošna otopelost, kot nekakšna vdanost v usodo, ki jo krojijo drugi. Vi pa ste na odru tega festivala Odločitev, kjer smo se srečali pred tedni, dejali, da ima in da verjamete, da ima vsak izmed nas moč upravljanja svojo usodo in da smo mi tisti, ki bomo kreirali svojo prihodnost. Potem pa se začnejo pravzaprav razgovori in slej ko prej pridemo do besed, kot je vibriranje na isti frekvenci. Kvantna mehanika. To so neki novi stari izrazi, ki marsikdo jih ne ujame ali ne ujame njihovega pomena. Kaj pravzaprav pomeni? Ker spomnim se, da v času pandemije smo imeli intervju v Sobotni prilogi, ki je baziral na vprašanju nekih medčloveških frekvenc, vibriranja in da takrat je bilo strašen upor. O čem pravzaprav mi sploh pišemo? Kaj lahko pojasnite? Kaj so ti novi stari pojmi? Do mene kvantna fizika in kvantna mehanika čedalje bolj navdušujeta, ker je to okno v svet nevidnega in lahko pomaga razložiti nevidni svet. Odnos, ki ga imamo midve, je v bistvu definiran z najnimi fizičnimi telesi, ampak v resnici glavno se odvija tukaj vmes. No in to zna kvantna fizika seveda lepo razložiti. Jaz sem začela predvsem delati s 3 najbolj preprostimi zakoni kvantne fizike, ki razložijo tudi na zelo enostaven način določena dogajanja v družbi. Prvi je zakon, ki pravi, da vse je med seboj povezano. In ko vodim to mednarodno gibanje kot civilizacija, to je tako očitno. Ker
bolj smo povezani, bolj smo svobodni. To je še ena stvar, ki je že dolg časa nekje v moji podzavesti in me zelo vodi. Wow, lepa misel. Bolj smo povezani, bolj smo svobodni. Ker imamo dostop do več informacij, ker lahko sprostimo, odpremo svoje polje prvič zavedanja in razširimo naše polje zavesti, v okviru katerega se naši miselni vzorci in pa tudi dejanja lahko manifestirajo. In več vemo, več smo povezani, več vibracij prihaja do nas, bolj samozavestne so te odločitve. Zato spet verjamem, da se ta naš človek prebuja, kot smo rekli, ta nek pesimizem pa to, ampak hkrati vznikajo vse te pozitivne stvari. Drug zakon, recimo, ki me zelo navdušuje, je zakon, da se hkrati lahko pojavljajo stvari na različnih fizičnih prostorih in to odpira en povsem nov svet povezanosti. Če rečemo zelo banalno, postavlja na glavo vse zakone, ki so vezane na intelektualno lastnino in bomo mogli resno razmisliti, a je to sploh pravi način, ali je to še eno orodje neoliberalizma, kako v resnici vrednotiti v nekem prostoru vznikanje teh idej. To me tudi zelo napeljuje na eno misel, ki še iz časa Inkovskega cesarstva, ker so imeli eno zelo zdravo filozofijo med temi učenjaki, znanstveniki. Vsi se trudimo, da bi prišli do novega spoznanja. Sploh ni važno, komu bo dan ta uvid. Zato, ker bo ta oseba vse ostale naučila in dala vsem ostalim možnost, da se dvignejo svojo raven zavedanja. A ni to ena genialna misel za razvoj neke družbe? Tako da mene to zelo vodi, tudi ko sem bila kot konzultantka v številnih slovenskih podjetjih, smo vzpostavili ta polja sodelovanja in prepletenosti vseh zaposlenih. Ker nikoli ne veš, kje bo vznikala inovativna ideja, ampak če smo vsi v enem aktivnem stanju, nekaj masovnega inoviranja, potem te ideje začnejo vznikati, ker drugega spodbujamo. Smo povezani, naši miselni vzorci se začnejo povezovati. In to je tudi lepota človeškega uma, ki je sposoben teh novih uvidov in morda, kakšno besedo omeni inteligenci, ravno tu vidim največjo razliko med človekom, ki je sposoben teh uvidov. Umetna inteligenca deluje s starimi podatki, kakorkoli nas prepričujejo vsi tehnologi, da zna misliti, zna slediti zapisanim aplikacijam, vendar deluje s starimi podatki. Človek ima sposobnost uvida, ker se povezuje izven človeškimi frekvencami, ki so dane prostoru, planetu, kozmičnim konstelacijam, odnosu. In ker sreči tega odnosa še ne znamo tehnološko opredeliti, je to vendarle še lastnost, ki je dana človeku. No, in tretji, ki je pa sploh, ko bi se tega zavedali, bi avtomatsko družba, ko bi to povsebila, bi prestopila v eno novo polje sodelovanja, je ta vpliv opazovalca. Se pravi, vsak opazovalec ima vpliv. In je zelo pomembno, kdo je v prostoru, kako je prostor opremljen, na kakšen način je vzpostavljen. Vsaka prisotnost spremeni miselne vzorce in potem tudi posledično naše dejanje. In če se bi podjetja sem tega zavedajo, pa teh seveda lastnosti kvantne fizike in mehanike je še ogromno, ampak če bi sem na teh najbolj osnovnih naredili razmislek, kako drugače bi se začelo obnašati in sprejemati svoje odločitve. In kako preprosto je to? Vemo, da ko pride na dom nepovabljen gost, je popolnoma nova situacija v družini. Popolnoma, celo glas se spremeni, vedenje otrok se spremeni. Ali pa ko pridejo goste, ki pričakujemo in ki jih s srcem sprejmemo, in kako se pravzaprav taki gosti potem radi vračajo, ker je ta dom prijeten, topel. Zanimivo, ne? Kako preproste so stvari. To vsak dan doživljamo. In se ne upoštevamo, ker smo pa mehanski, industrijski, zapada smo v te modele. A vi veste, da vse moje gostje so mi v tej zgodbi podcasta zelo hvaležne, ker ne govorimo o ženskah in o ženski moči. In pravzaprav v tem vidijo
enakost, moči, razmeri in tako naprej. Ampak bomo vseeno si drznili vprašati, menite, da je novi človek, ki potegne človeštvo iz roba dekadence v neko lepšo prihodnost, ženska ali moški? Veste, ta industrijska mentaliteta in neoliberalizem nas ves čas hoče spraviti v polje dualnosti. Ne, v polje dualnosti, ker samo v polju dualnosti imaš ti lahko modele konkurenčnosti in imaš ti lahko borbo. V trenutku, ko ta prostor razširiš, ni več prostora za te stare vzorce. In tukaj bi vam tudi jaz odgovorila, ne gre za nekakršno prevlado enega drugega, gre za neko uravnoteženje moške in ženske energije. Gre za uravnoteženje med tem zavestjo, da moramo tako vzdrževati prostor, kot imeti moč za nove preboje. In ko je to v enem sozvočju, v tem polju sozvočja se dogaja čudovita vznikanja. Vznikanja neke nove zavesti. In tudi v okviru ekocivilizacije smo si drznili, ker pač nimamo nobenih takih zelo opremljivih ciljev, imamo samo poslanstvo, smo si drznili osredotočiti na življenje v polju vznikanja. Torej ne v nekih dolgoročnih ciljih, ampak dolgoročna je lahko namera, so vrednote, v okviru katerih delujemo, je poslanstvo, v katerih delujemo, osredotočamo se pa na gostenje povezav in vznikanje, opazovanje, ozaveščanje tistega, kar nastaja v teh poljih povezovanja, ker to je človek sposoben tudi absorbirati, to je človek sposoben tudi manifestirati potem v dejanskem dnevnem življenju. In ja, veliko ljudi je strah, kako bom pa račune plačal, kako bova pa... Si postavil ceno, če imamo to miselnost in če to govorimo na glas, kako potem pravzaprav imamo obraz reči, ampak moja cena za nastop tam ali pa za vodenje projekta tam, je pa takšna. In postavimo že tako pravzaprav nekega naročnika, neko organizacijo, podjetje v situacijo, ko pa mora razumeti benefits and costs in osnove ekonomije. No, ta prehodi seveda se ne smejo zgoditi čez noč. Jaz ne verjamem v revolucije. Revolucije, če pogledamo nazaj, so vedno dramatično uničevale mnoge elemente, ki smo jih z muko kot človeštvo postavili na noge, ne bo to na vidnem ali pa nevidnem polju. Zato verjamem v prelive, prehode. In tudi v tem prehodu ne moramo mi zdaj čez noč reči, od jutri naprej pa noben več ne bo imel prihodkov, sploh sem osebno zelo proti univerzalnemu prihodku, zaradi tega, ker ponaumlja ljudi in to govorim samozavestno iz nekaterih praktičnih izkušenj, ki so jih določene države že dale za sabo in vidijo, da slej ko prej ta univerzalni dohodek ubije kreativnost. Jaz zagovarjam, da vsak mora imeti možnost do dostojnega dela in biti za to dostojno plačan. In tu imamo tudi že dobre primere iz globalne sfere, kjer določene družbe znajo to veliko bolj uravnotežiti kot druge. In ne grejo v ekstreme, ampak skrbijo za družbeno dobrobit. Tukaj je pač skandinavski svet bil večno nek vzorc. Meni je žal, da smo mi tako hitro zašli v neoliberalizem, ker smo imeli vse nastavke, da pokažemo svetu kljub samo neko novo ureditev, ki zna vrednotiti in človeka, ki res skrbi za družbeno infrastrukturo, ki služi vsem in da ustvarja te osnovne pogoje. Hkrati pa to omogoča seveda ljudem, da manifestirajo svoja znanja in svoje sposobnosti. Saj verjetno so želeli ta model uničiti, Je bil en tak, po domače rečemo, špilferderber v nekem neoliberalističnem zahodnem pojmovanju. Veste, vsak sistem se bori, da bi dokazal, da je uspešen in da je edina prava rešitev. Namreč tudi sistemi imajo svoje energetske vrednosti in na nek način kličejo vase ljudi, ki zadovoljujejo te sisteme. Zato ne bo ta prehod nikoli nič enostavno. Te prihodi niso brez nekih resnih razmislekov in nekih resnih strukturnih sprememb. In kar je ključno, kar moramo mi vedeti, je, da še tako
napredni modeli, prej smo govorili o teh 3 ekonomskih modelih, ja. se ne morajo manifestirati v starih strukturah. Če mi mislimo, da bomo lahko krožno gospodarstvo, regenerativno gospodarjenje in gospodarjenje z omejenimi viri unesli te funkcijske oblike, ki obstajajo tako v podjetjih kot v državnih inštitucijah in vse posod, ne bo, ker bo sistem ubil to, ker sistem, ki je trenutno funkcionira, ki smo si ga par 100 let postavljali, ne mara horizontalnih povezovanj, ker s tem uničuje bistvo teh struktur. In je ogromno človeškega napora potrebnega, da se potegne ven, da izstopi iz tega in začne funkcionirati po nekih novih pravilih in nekih dogovorih. Ne. Tako da, zato pravim, da prvo je prebujanje tako posameznika kot nekega zavesti prostora, da vidimo, da lahko. In potem se mi zdi, da vse ostalo se pospelalo in v človeštvo našlo en nov zagon in eno novo zgodbo v tej izjemni biodiverziteti, ki jo ta planet Zemlja nosi. Doktorica Violeta Bulc, s čim se pomirite, da imate tako trden in poživljajoč in pomirjajoč spanec? Namreč vem, da spite kot dojenček. Ne kot dojenček. To mi je rekel že velik direktor ameriške firme, Welsh, je rekel, jaz spim kot dojenček, vsake 2 ure se bojam jočem. Ne. Takrat, ko spim trdno, mislim, da sem to po svojem očetu podedvala. To je moj milijon, to je danes priceless. Ljudje imajo velike težave z nespečnostjo. Je pa res, da ne spim tako zelo veliko in bi si želela, da bi spala še dlje, ampak dejstvo pa je, da vsakeč pred spanjem naredim neko rutino, kjer se poskušam najprej umiriti in se posloviti od vseh teh vibracij, ki jih doživljam tokom dneva. In potem je ena zelo enostavna vaja, ko šteješ ne ovce, ampak 1, 2, 1, 2 in se podzavest da in greš v globok spanec. 1, 2, 1, 2, jaz poznam matriko 4 vdih. To je še dihanje. Aha, to je dihanje. A lahko pojasnite to? Jaz pa mislim, da bodo najini poslušalci, gledalci hvaležni za to. Težko res globoko pojasnim, ampak to sem že pred leti slišala, se seznala s to vajo in kadar imam res težave, mi ta vedno, tudi jaz imam na začetku morda težave, da zaspim, ampak mi ta vaja zelo pomaga. Če nič drugega ne pomaga, to pomaga. In je v bistvu na nek način umrtviš to aktivno podzavest, ki hoče še naprej mleti vse probleme in vse priložnosti in vse, kar si pač doživel, to pomneva, ali pa celo še prej. No in ko je ta ponavljajoč ritem, se slej ko prej uspava, in takrat padam jaz v globok spanec. 1, 2, 1, 2, tako, 1, 2. Vdih, izdih, vdih, izdih, vdih, izdih. In s tem, ko to govoriš, tudi malo daješ si ritem in na nek način pospešiš to dihanje in ta hiperventilacija, ki sicer ni ekstremna, ampak ko si ti že v nekem ležečem stanju, vsaj meni, pomaga in še dodatno uspava možgane. Hvala lepa za to in hvala lepa, da ste si v tem zelo intenzivnem, dinamičnem času, ki je determiniran na žalost z vseeno, kot se pogovarjamo in kot so se tudi mi dve pogovarjali izven etra, prežet z neravno spodbudnimi novicami vsakodnevnega življenja. Ljudje odhajajo, ljudje zbolevajo, ljudje so v bolečini. Ampak upam, da ta miselnost, ki ste in ta navdih, ki ste ga nam delili v podcastu Supermoč, da bo vendarle nas pomiril, zgradil to odpornost in to vitalnost in to moč, zagon, da se bomo zbudili v lepšem jutri. Najlepša hvala za povabilo in za to izjemno dinamično polje, ki ste ga ustvarila, da so te misli se lahko kristalizirale in jaz upam, da so vsaj nekaj male sledi pustili v etru in da bo ljudem vendarle še lažje najdeti pot do sebe in s to lepoto potem ustvarjati tudi lepšo družbo in lepšo prihodnost. Doktorica Violeta Bulc, hvala lepa in čuvajte na vseh.
vaših poteh. Hvala Srečno. lepa. Srečno tudi vam.